Srečno in uspešno 2022. Poslovno leto novo je pred nami in upam, da ste v vašo strategijo tudi uvrstili Instagram. Marsikateri podjetniki se ga še vedno otepajo, se bolj držijo Facebooka, ampak definitivno kanal, ki je zdaj v porasti, zraven seveda tudi z TikTokom, kjer si konkurirata, je zelo učinkovit kanal Instagram. Danes vam bom zaupala 3 trende, ki bodo zdaj v tem letu aktualni. In sicer prvi je definitivno video. Se pravi, video v kakršnikoli obliki. Res pa, da so zdaj v ospredju ravno ti kratki video v obliki TikToka, ki ga na Instagramu jih poznamo kot Reelsi. Žal v Sloveniji še vsi kanali oziroma Instagram računi teh Reelsov nimajo, kar je tudi slabost pri nas, da žal ni mogoče dodati glasbe, lahko pa dodamo svoj glas. In zdaj nekateri kanali že imate, nekateri še boste jih imeli in to so v bistvu kratki videi, kjer v bistvu v 60 sekundah poveste nekaj konkretne nasvete, kakšne zabavne stvari, v glavnem, da ste zanimivi, to je bistvo in danes so zelo v ospredju. Seveda potem še imamo daljše videe, tudi takšne do 1 ure, potem definitivno obvezno uporabljati story vsebine, se pravi, to so izginjajoče vsebine, ki po 24 urah izginejo, ampak jih lahko dodate tudi na profil kot highlights ali pa če ni aktualno, tudi izginejo in to je ravno tisto, zakaj so tako popularne, ker se ljudje bojijo, da ne bojo kaj zamudili, zato jih tudi redno spremljajo. Moram reči, da jaz zadnje čase res večinoma bolj spremljam te story vsebine kot pa objave. Tako da definitivno na storih morate biti aktivni, ne pozabite pa tudi na storih uporabljati čim več teh stikersov, nalepk, sploh pa teh, kot so vprašanja, ankete, ker s tem spodbudite interakcijo sledilcev in tudi to poveča doseg. Tako da brez videa v letu 2022 ne bo šlo. Druga stvar so influencerji, vplivneži po slovensko. Se pravi, lansko leto, zdaj v času korone, kot vemo, se je pokazalo, so zelo močni. Ampak seveda ne vsi influencerji, se pravi takšni, ki so zgradili že mogoče predhodno svoje kanale, že imajo svoje sledilce, ki jim zaupajo in taki so potem učinkoviti. In vedno bolj se podjetje odloča za tudi mikroinfluencere. To pomeni, da ne rabijo imeti ogromno sledilcev, ker nič ti ne pomagajo sledilci, ki so nekvalitetni, raje manj sledilcev pa tistih kvalitetnih. Se pravi, to pa predvsem vidite, če vidite, da neki račun ima ogromno komentarjev, všečkov, se pravi, da ljudje dejansko res so v interakciji z tistim Instagram računom. Tako da vedno bolj se poslužite mogoče mikroinfluencerjev, zato ker tudi ljudje bolj zaupajo, ne za preveč slavni osebi, ker tako vemo, za dober denar marsikdo naredi kaj, ampak tudi takšne z manjšimi računi, oziroma res influencer, ker veste, da je zaupanje ljudi veliko in da to, kar govorijo, dejansko tudi so. In da tudi ne prodajajo, en teden je ta izdelek najboljši, potem drugi teden je drugi najboljši, se vemo, da malo spremljate, in potem res se mogoče z influencerji dogovorite za daljša sodelovanja. Se pravi, da tudi postanejo nekako, bi rekli, ambasadorji vaše znamke. Tretja stvar, ki pa je tudi zelo se uporablja vedno več tudi pri samem tudi oglaševanju, pa je vsebina, ki jo ustvarijo vaši, recimo, sledilci oziroma že vaše stranke. Se pravi, user-generated content, kjer sami potem predvsem zadovoljne stranke same ustvarijo objavo ali kakšen video in potem vam tudi dovolijo, da to objavite na samem vašem profilu. In to je tisto, kar pa seveda najbolj kredibilno, res zadovoljna stranka bo najbolj znala, recimo, prodati izdelek, zato če imate bolj sramežljive stranke, mogoče jih prepričati, da to naredijo, imamo pa stranke, ki pa to z veseljem naredijo, sploh če vidijo tudi sami potem mogoče reklamo za to. Tako da vprašajte stranke, ki so zadovoljne, mogoče jim ponudite kakšen popustek za zahvalo, ker so vam naredili uslugo in tako se da vse dogovoriti. In če vas več zanima, kaj bo na Instagramu aktualno, kako kreirati vsebine, kako načrtovati vsebine, od kje dobiti ideje, kako delujejo algoritmi, kako tudi oglaševati na Instagramu, vabljeni na spletno Instagram delavnico in sicer začnemo 24.1. Januarja in se bomo srečali 5-krat preko Zooma. Tisti, ki ne morete biti mogoče v živo z nami, vse se snema, še isti dan prejmete posnetek na
se pravi na e-mail in lahko gledate kasneje, lahko kadarkoli imate čas. Fajn je mogoče, da ste v živo, če pa to ne gre, pa sploh ni problema, tudi kasneje mi lahko postavite vprašanja in potem na naslednjem predavanju odgovorim tudi, preden začnem uvod v, da rečemo, drugo predavanje. Tako da vabljeni, jaz upam, da bomo se spet videli, tudi malo online, za nekaj časa nisem imela spletnih delavnic, tako da se splača izkoristiti, ker naslednja za Instagram bo verjetno šele, mislim, da aprila ali pa celo maja, tako da dajte čim prej začeti uporabljati Instagram. Zdaj tisti delavnica namenjena začetnikom, lahko popolnoma začetnikom in tudi tistim, ki že nekaj delate, pa ne veste, kaj delate, oziroma nekdo, ki rabi dodaten push, dodatno motivacijo, pa vas mogoče spomni malo, kaj še moramo dodati, ker dosti stvari je in ne gre vse istočasno implementirati in mogoče, da obnovite znanje in zdaj je čas, da neke stvari, ki ste jih že odlašali, zdaj naredite. Tako da upam, da se vidimo, vse v delavnici piše spodaj, zgoraj, odvisno na katerem kanalu ste in uspešno v leto 2022 tudi na Instagramu.